Na Radio 1 spoznavamo lepote Slovenije. Poletna turneja Radia 1 z Iztokom Gustinčičem in Tomažem Klepančem. In še dva krasna gosta imava, Vič Tuhec in Jan Ternjak. Olimpijski festival Evropske mladine poteka v Mariboru, kjer je danes King popoldne. Fanta, pozdravljena. Lep pozdrav. Zdravo. Je lepo videti Maribor, ki tako živi in prekipeva od obiskovalcev iz cele Evrope, ne? Absolutno, res je čudovito videti toliko športnikov, predvsem mladih športnikov in seveda vseh spremljevalcev, ki so prišli z njimi v naš Maribor. Je pa zraven tudi slovenska turistična organizacija, tudi Kinga sva nekako pod njenim dežnikom in predstavljava Slovenijo sončnikom. Poleti sva pod sončnikom, ne dežnikom. Ja, letos smo na pol. Kako pa so našli vajno agencijo Proelium? Torej, z slovensko turistično organizacijo sodelujemo že vrsto let, predvsem z našimi vrhunskimi športniki, kot sta recimo Rok Možič in Kristjan Čeh. Smo pa zelo veseli tudi, da v zadnjih 2 letih so dejansko na slovenski turistični organizaciji prepoznali potencial tudi naše Mastercard športne akademije, kjer v bistvu izobražujemo in usmerjamo mlade športnike na njihovi športni poti, torej da jim bo tudi uspelo. Ok, ja, bravo fantje. Nina Pušlar in Rihanna. Da ne bo preveč žensk na kupu, damo samo 2, ker če ne se bo spet bo dež. Potem pa rečemo še kakšno ali pa 2 o tem, kar se ta trenutek dogaja v Mariboru. Ostanite. Poletna King turneja na Radio 1. Turnejo podpira slovenska turistična organizacija. Vzemi si čas za raziskovanje. Moja Slovenija. Maribor, športni center Leona Štuklja. Ja, to je mikrolokacija današnjega King potovalnega popoldneva, tako da dobrodošli na eno družbo. Poletna turneja Radia 1 z Iztokom Gustinčičem in Tomažem Klepančem. Tako, športne agencije Proelium sta z nama Vič Tuhec in Jan Ternjak. Vid, ti boš malo več govoril, ne? Kako zdaj slovenska turistična organizacija sodeluje na Olimpijskem festivalu Evropske mladine, ki pravkar poteka? Zdaj, v bistvu, naše sodelovanje z STO-jem je v bistvu na področju športne akademije, torej Mastercard športne akademije, 2 leti zapored zdaj, kjer smo sodelovali v kampanji Moja Slovenija, torej kjer načeloma Slovencem predstavljamo Slovenijo, ne, za obiskovanje po različnih mikrolokacijah, mikrodestinacijah, tudi makrodestinacijah po Sloveniji. No in tukaj smo v bistvu naumili eno zelo zanimivo kampanjo, da torej naši mladi športniki kreirajo video vsebine in predstavijo svoj domač kraj, ter kar jih je v njihovem domačem kraju navdušilo recimo za športno udejstvovanje, in to predstavijo svoji javnosti. Ne? Na ta način se po eni strani športniki učijo nastopanja na različnih medijih. Zelo pomembna zadeva, ja. Tako, govorjenja, intervjuje in tako naprej, in pa seveda tudi predstavljanja in potem same komunikacije z nekim sponzorjem, torej to gospodarski odnos, če temu tako rečemo, ne? Torej sponzorski odnos. Bravo. Ok, in zdaj vsa ta mladina, ki je tukaj, si bo tudi ogledala Maribor in okolico. Nekateri več, drugi manj, ne? Tako, v letošnjem letu torej smo dodali k tej nalogi še to, da so vsi ti športniki v akademiji povabili konkretno udeležence OFEM-a, torej Olimpijskega festivala Evropske mladine, v njihov domač kraj. Ok, in torej tisti, ki izpade v prvem krogu, imajo potem par dni časa slabši kot si, več Slovenije si ogledaš, po domače povedano. Tako, tudi tekmovanja potekajo seveda na različne dneve, tako da nekateri pač seveda imajo tekmovanje proti koncu, nekateri proti začetku, tudi družine in seveda razni spremljevalci so prišli z mladimi športniki v Slovenijo in seveda ti imajo čast. Slovenija je relativno majhna država, tako da v 2, 3, 4 urah maksimalno si lahko skoraj na vsakem kotičku Slovenije, ne? Če te nastavijo ceste. Tako. Če te nastavijo ceste, ja, dobro. Če ne rabiš po urce več, no. Ja, pa helikopter tako, narečiš. Pa helikopter, tako. Ja. Ok, vi tudi skrbite za razne športnike. Rok Možič, slovenska najbolj vzhajajoča odbojkarska zvezda, je vaš varovanec, ne? Res je, smo ponosni na to. Kje je Rok zdaj, je že na počitnicah? Rok je prišel domov malo predčasno, eni so bili veseli, drugi malo manj, ampak vsi smo si želeli, da ostanejo na Poljskem do nedelje, da bi zmagali finale. Ja, zdaj pa prišel je sem, bil tudi kot ambasador Olimpijskega festivala Evropske mladine, pozdravil reprezentanco slovensko, ko se je predstavila na trgu, sedaj pa je šel na malce zasluženega odmora na morje, da si malo vseeno spočije in nabere potem nove. Verjetno takoj priprave. Za Evropsko prvenstvo, ja, seveda. Normalno. Ampak med tem času, ko on počiva, vi pa pridno delate za njega, ne? Seveda, mi moramo, tako da on lahko počiva, mi pa v bistvu delamo plane, pripravljamo vse vsebine in vse za naprej, tako da delo nemoteno teče, on pa si lahko malo zasluženo spočije. Ok, in ker predstavljamo Slovenijo, prosim, vsak ima eno možnost, naj pove, kam je najboljše iti. Maribor, Pohorje, destinacija. Kam bi ti peljal svojo teto, ki pride iz Brazilije in prije prvič sem? To je v Mariboru oziroma... Ja, okolici. Črno jezero, po mojem. Črno jezero, kje je to? Na Pohorju. Na Pohorju, ok. Zakaj je tako posebno? Ker je črno, ker je jezero, pa ker je, v bistvu je zelo lep tak dragulj na
na Pohorju. No. Predvidevam, Okay. da teta z Brazilije rada plava. Ja, očitno. Jan? Pa jaz bi tudi, ne vem se ponavljam, ampak jaz bi vseeno rekel Pohorje, zaradi tega, ker sem doma bil pod Pohorjem skozi, sem od tu, tako da jaz bi rekel pod Pohorjem, lepo bi eno peško ga vdali, vsaj do trikotne jase in to je to. Kje se da jest dobro? V okolici. Dosti različnih prostorov. Pa tudi trikotna jasa, ne? Se so bila tudi lani. Ja, Tam so kakšne druge stvari, mogoče sladice, mogoče... Ja, dobro, le. Teta iz Brazilije sladkosneda, veš. Ja. Fanta, hvala lepa in uspešno nadaljevanje sezone. Hvala. Radio 1 in Slovenska turistična organizacija predstavljata poletno turnejo po Sloveniji. Vzemi si čas za raziskovanje. Moja Slovenija. Radio 1. Več dobre glasbe.